Za nama je 6 dni potovanja po Evropi. Videla sva štart tura v Baskiji, doživela vožnjo med samo karavano, se vozila s helikopterjem nad kolesarji. No, zdaj pa je čas, da dirko po Franciji raziskujeva še sama, z Enjakom. Sva že na poti v Pireneje, prečkala sva tole mesto Oregon neki. Sva v takem luštnem malem trgcu, kjer je javna polnilnica. Ta čas malo pospravova, zorganizirava avto, ker zdaj bo tukaj živela naslednje 3-4 dni, predvsem v gorah. Pred nama sta 2 noči na epskih klancih, no tudi vožnja na tako imenovano streho tura, na Tourmalet. Še prej pa grenko presenečenje, ki pride zraven, ko greš v hribe. Vozil se po progi, kjer se bo jutro kolesarji spuščali dol, z prelaza Col de Sauté. Vreme je pa tamana, ne? Kaj pa zakon voziti elektriko v klanc. Oh my god, to je pa nekaj najboljšega. Više, ko sva šla, bolj sva se spraševala, a je to sploh dobra ideja, da tukaj prespiva. Ampak je lažje, ko vidiš, da nisi edini. 1540 metrov nadmorske višine Col de Sauté, prvi horse kategoriji klanc na Tour de France. V 5. etapi ga bodo tukaj premagali. 50 metrov niže dol je križišče, vzpon tega klanca. Midva bo spala danes v bistvu tukaj v oblaku. Zelo je tako, rekel, prši skozi tale meglica. Saj ful ne zebe, no. Upam, da bo tako še naprej. Imamo toplo spalko, pod spalko sva si dala še eno tole, pa v bistvu je tak mehka podlaga, poštrčki. To je to. Poj se takole malo lahko se tle pogledava v zunu, sosednji. No, to je bil Tour de Šotor. Midva sva že konkretno Netflixala tisti dan, ko sem ob 9. zvečer odprl okno in zagledal oblak se je dvignil, megle ni več in wow, kako je lepo. Naslednje jutro se prebodiva v nov prekrasen dan v Pirenejih. Celo noč nas je čuval policaj, že ob 6:30 pa pričnejo s pripravo etape. Tole bo zagotovo še ful zanimivo danes. Pričakovano je, da bojo tukaj gor okrog 4, tele cesti za mano, bojo prišli gor. Potem se tlele obrnejo, tukaj je križišče in gre nazaj dol. Ker imava še praktično cel dan časa, preden pridejo kolesarji, dam filat hranilnik in se še midva usedeva na kolo, da preizkuseva še najine noge. Pa škoda. No, zdaj veva, da boš klanc sam ti prekolesaril. A Tourmalet? Ja. Uj. 4 kilometre krajšega vzpona na prelaz La Pierre-Saint-Martin nama da energijo za cel dan, ker razgledi so res nori. A sem že rekel wow? Danes smo imela v bistvu ful dober dan, res je bil lep. Kot kaže, smo spet v oblaku in nič ne bo niti s helikopterskimi posnetki, polka bojo kolesarji šli timamo. Ampak folka je pa vedno več in vse najdeš. Vse barve, vse starosti, top. In zdaj čakava. Ta glavna karavana je šla mimo, čakava kolesarje. Mislim, da so se lih začeli spopadati s klancem, ampak je pa kar zabavno v bistvu tako. Ni uno, sam čakaš pa to, ampak skozi nekaj dogaja. Ali ta karavana, pa nekaj mečejo, ali se hecamo s folkom, pa navijamo za mimo idoče, ker pridejo. Potem pa le pridejo. Najprej ubežna skupina, potem pa še glavnina. Prisežem, da ni 5 minut minil, ko so šli v kolesarji in že pospravljajo. What? Ja, jaz tudi pospravljam. Ko gredo kolesarji mimo, se res relativno hitro sprazni celo prizorišče. V avtu sva čakala mogoče 20 minut, da so odprli cesto. Se pa potem na cesti pozna, da gre večina navijačev v isto smer. Jaz ne vem, pod katero srečno zvezo so midva rojena, ampak dobila so kemp ob vznožju na vzpon na Tourmalet, tukaj mimo bo šla karavana.
se je v zgodovino zapisala legenda tura. Na 9. julija 1213 v etapi Bayonne-Luchon, dolgi 326 km, je bil na čelu tura. Na spustu iz Tourmaleja nekaj se mu je zgodil in je hodil 10 km peš. In pol mu je nekdo pomagal nekaj popraviti. Kljub tej nesreči je zmagal. S tako epsko legendo v glavi sem še jaz štartal vzpon na Tourmalet. 17 km dolg vzpon s poprečnim naklonom 7%. Carva bagetna zadnji. Vrh prelaza je na 2115 metrih. To je 65 metrov više kot pa Mangarsko sedlo. Zdaj sem 9 km, še 8. Prvih 5 km te zavede, da mogoče pa ni tako naporno. Potem pa se začne 8% vzpon, ki pa ne popusti. Razgledi so res krasni, če pa kdaj hočeš ta vzpon prevoziti v res dobrem času, potem je to v času tura, ker dejansko te navijači in celo vzdušje ob cesti dvigne. Philipsen! Je. Ful me spodbujajo, ko imam ta zelen Škodin dres. Si mislil, lega šprinter. Ma se trpim čisto. Prišel sem do 13 km pa pol. Tukaj pa zdaj ne smemo več na kolesu, ampak samo peš ob kolesu. Kaj ne rečem? Hvala! Kolesari so spet leteli mimo, to je neverjetno, kako izgleda enostavno, ko jih gledaš takole od blizu. No to je tudi dan, ko je Poggi napadel Jonasa. Res krasen dan. Bravo. Zdaj si bo vzela malo na easy, da malo spoznava Francijo še tako. Ne samo, da se vozva čez, ampak bo probala tudi zdaj kakšno kolesarsko turco ali pa kaj raziskati kakšne. Sva najdla za ulo trgovino? Po mojem, da sva. Raziskovala sva Libourne, kjer je naslednji dan štart etape in presenečena sva ugotovila, da med 3. in pa 7. uro čez dan ne najdeš odprte restauracije. Hvala Bogu za fast food. Noč prespiva v kempu nekaj kilometrov stran od mesta in na dan štarta se znova sprehodiva po pedoku. Živ Matej, srečno danes. Mogoče je letos prvo let, da je res tiste COVID-a ni več in ljudje pridejo na cesto. Sploh le v Baskih smo bili, je bilo v bistvu na klancih kar težko po 2 voziti, je bilo res palir sam za enega. To je dobro videti, ja, da je folk spet zunaj in da navijajo. To je bil za naju še zadnji ogled štarta etape takole od blizu. Po 12 dneh potovanja je za nama 3400 km. Kaj s temi plažami? Vsak kilometer je bil doživetje. Mirna, tiha vožnja z elektriko, iskanje polnilnic in zabavanje med samim polnjenjem. Spremljanje največje kolesarske dirke na svetu, katere del je Škoda že 20. leto. And Skoda is also a small cog of a bigger picture. It's a fascinating experience of logistics, if anyone is interested in that. To sta bila 2 najbolj nora tedna v najinem življenju in hvaležna sva do neba, da sva bila lahko del tega. Sedaj pa sta na vrsti Alja in Miha, ki prevzameta Enyaka in Škodin Instagram. Pejte follow!